vi lotevate, kako nagovarjate občinstva, pa imate strategijo za delo z občinstvi, pa kako se s partnerji glede tega usklajujete? Tako da, katera bi želela prva, lahko... No, bom jaz začela. Lep pozdrav tudi v mojem imenu vsem današnjim poslušalcem. Hvala za povabilo, za to prvo srečanje. Zdaj smo že vsi digitalni, tako da sledimo usmeritvam Evrope. Z mladimi, ja, osnovna misel je bila kulturno dediščino približati mladim. Seveda smo razmišljali, na kakšen način, tako kot ste omenili, kulturna dediščina prav gotovo ni zanimiva, ni tema, ki bi bila mladim ljuba, ampak smo potem razmišljali dalje, da najbrž pa obstaja kakšen način, ki pa bi to vseeno lahko naredilo bolj prijazno. In seveda kaj? Nove tehnologije so eno področje, ki je mladim blizu, in pa ustvarjalnost. To se pravi, kulturno dediščino smo povezali v enem projektu z novimi tehnologijami, z sodobnimi tehnologijami, v drugem projektu pa z kreativnostjo, v drugih dveh pa kreativnostjo, ustvarjalnostjo, z njihovimi idejami, to se pravi, da so mladi aktivni udeleženci. To je bila tista prva misel naša, pa moram reči, da je bilo kar uspešno, da resnično so bili odzivi mladih tako dobri po drugem projektu, da smo šli prav spodbudeni s temi njihovimi odzivi v drugi projekt, tako kot ste omenili, prvi je bil Refresh, ta je pa Refresh Plus. Super, tako Tanja, še ti dodaš? Ja, najprej lep pozdrav vsem in hvala Motovili za povabilo na ta dogodek. Ja, tako, zdaj na kratko mogoče mi kaj počnemo. Se pravi, Zavod Otok je seveda najbolj prepoznan po festivalu Kino Otok Izola Cinema. Poleg tega pa smo nekako 6-7 let nazaj zelo strateško premišljeno začeli razvijati tudi programe povezane z filmsko vzgojo, za mlado, najmlajše občinstvo. In v tem okviru smo razmišljali o tem, da seveda to občinstvo ni edino, ni najpomembnejše, je pa ključno. Ključno zato, če želimo kot organizacija delovati seveda dolgoročno. Ti mladi, otroci mladi, ki obiskujejo naše programe na področju filmske vzgoje, bodo seveda v prihodnjih letih, tako upamo, obiskovali festival, obiskovali naše programe, ki so namenjeni nekoliko starejšim in tudi zelo starim. Nekakršnih omejitev ne postavljamo navzgor. Kako jih nagovarjamo? Seveda v okviru festivala pripravljamo posebne projekcije, delavnice in tako naprej, ki nekako privabijo otroke, mlade za tisti kratek čas festivala. Poleg tega pa skozi vse leto razvijamo programe aktivnosti filmske vzgoje, ki pa delujejo na ta način, da z aktivnostmi vstopamo tudi v šole, po drugi strani pa organiziramo dejavnosti izven šolskega časa. Naše dejavnosti večinoma potekajo v obalno-kraški regiji, recimo tako, nekaj malega pa smo prisotni tudi v Ljubljani in po vsej Sloveniji. Se pravi, ta zadnji del delovanja po vsej Sloveniji se je gotovo okrepil v zadnjem letu, ko smo seveda veliko naših programov prilagodili za izvajanje na spletu. In ravno leto dni nazaj smo preko spleta izvedli prvi program, ki je bil namenjen mladim z imenom Evropska nagrada mladega filmskega občinstva. In ravno danes smo s sodelavkami govorili o tem, se nekako spominjali tega časa pred letom dni, ko smo morali v zelo kratkem času nek dogodek, ki se je 6 let prej vsako leto zgodil v Izoli v živo, prenesti na splet. In od takrat naprej seveda pridobivamo izkušnje tudi s tem, kako nagovarjamo, privabljamo mlado občinstvo na spletu. Glavni izziv pa mogoče, gospa je prej omenila kulturno dediščino, naš glavni izziv je ta, da so otroci in mladi seveda zelo izpostavljeni video vsebinam, filmskim vsebinam, ampak te vsebine v veliki meri prihajajo iz Združenih držav, iz Hollywooda in tako naprej, kar pa mi seveda poudarjamo, kar mi želimo približati mladim, je kakovosten film, je avtorski film, so dokumentarci z nekimi zelo recimo temu perečimi temami in tako naprej. Tako da to je bil nekako glavni izziv in ostaja tudi pri našem delovanju ves čas.
A pa ste mogoče ravno zaradi te prioritete, ki je bila zelo poudarjena tudi v prejšnjem programu razvoja občinstev, spet razmišljati o svoji publiki, a ste zakaj spremenili svoje delo, način, je katera organizacija prav začela se izobraževati na tem področju, bolj razmišljati o tem, za koga delate, ali vam je to delalo težave, ker ste delali prijavo, mogoče tudi to? Ne, da bi posebno izobraževanje sami za svojo organizacijo, za Združenje zgodovinskih mest Slovenije, ki dvakrat nastopa kot vodilni partner, v prvem projektu smo bili pa partner, pa mogoče en idejni vodja. To ne, ampak seveda smo se pa tudi mi z vsakim projektom nekako sami sebe učili, oziroma situacija nas je učila, tako da zdaj imamo že mlade, ki so bili v prvem projektu, po drugem projektu, po drugem pa tretjem projektu, tako da drugega dopolnjujem, ampak kot sem prej omenila, meni je bil izreden odziv, kar pove po svoje, da smo mogoče našli z mladimi pravi stik, da so se ti mladi, včasih se sprašujemo, kakšni so in kako so vzgojeni, ampak ti mladi so se zahvalili ob koncu projekta, da so lahko sodelovali v projektu, da so bili del tega projekta. To se pravi, da to naše poslanstvo dela z njimi, oziroma sodelovanje, mi nismo delali z njimi, ampak mi smo iskali sodelovanje, da je podprlo v tem prvem projektu, smo jih povabili, da s svojimi telefoni naredijo digitalno zgodbo svojega mesta, to je bilo tam daljnega 2016, ko še nismo tako bili v zgodbah, danes so zgodbe že povsod, digitalne zgodbe. In dejansko smo dobili, potem iz takrat nas je bilo 15, mislim, da 15 zgodovinskih mest, smo dobili preko 200 digitalnih zgodb. Ampak ideja je bila čisto preprosta, vzemite telefon in pojdite v mesto. Zakaj? Zato, da bodo opazovali, da bodo sploh opazili, kje hodijo. Tako da smo videli, to je bilo tisto naše mogoče prvo izobraževanje, da smo ugotovili, da se da z mladimi sodelovati, da so odzivni. Zelo zanimivo pa je bilo, ker smo si tudi že v projektu zastavili, prav takrat, prej ste vprašali, če smo si naredili strategijo občinstev, ja, v prvem projektu smo si jo naredili. In ena od nalog pri tej strategiji je bila tudi ena refleksija, en pregled. No in tako smo se potem v zaključku projekta srečali z mladimi in se pogovarjali. In prav na to temo dediščina mladi, kaj jih zanima, kako jih zanima. Tako da tam smo dobili kar nekaj zanimivih njihovih odzivov, ki pa so bili nam dragoceni pri nadaljnjem projektu, da si ravno naslednja dva projekta sta bila še vedno tudi digitalizacija ali pa te digitalne vsebine, ampak smo pa mladim dali možnost njihovega kreativnega ustvarjanja. Tako se pravi, da smo rastli skozi projekt, delno strategijo, delno pa na podlagi izkušenj. Pri nas je šlo tako, da ko smo se prvič srečali z možnostjo, s prijavo za evropska sredstva, to je bilo v letu 2015, smo takrat seveda že imeli mlado občinstvo, neki naši širši strategiji, programa, komunikacije in tako naprej v povezavi s festivalom. Kaj se je zgodilo takrat naprej, je pa to, da smo gotovo pridobili veliko znanj, katere vsebine so primerne za točno določene starostne skupine. Se pravi, nekako naša publika, ki se je nekoč imenovala mlada, najmlajša publika in tako naprej, jo sedaj lahko nagovarjamo mnogo bolj targetirano, da uporabim ta izraz, in sicer pri tem, ko pripravljamo program in pri tem, potem, kako te programe komuniciramo. Nagovarjamo seveda starše predšolskih otrok, najmlajših in tako naprej, potem osnovnošolce, kjer se posebej posvečamo triadam, tako nekako osnovne šole razdelimo na triado, srednje šolce, tudi potem prvi letniki univerzitetnega izobraževanja. Tako da to se je gotovo zgodilo delno tudi zaradi tega, ker smo morali v okviru prijav razmišljati o zelo konkretnih, specifičnih, tudi starostnih skupinah otrok. Naša nekako splošna oziroma neka taka ugotovitev pod črto po zadnjih 5 letih, 6 letih zelo intenzivnega ukvarjanja z mladim občinstvom je ta,
da je glavna težava mogoče v tem, da so danes mladi zelo bombardirani z vsemi mogočimi impulzi, vtisi, ponudbami in tako naprej. Kar se je za nas nekako izkazalo kot najbolj uspešno, je bilo to, da smo jim ponudili prostor, da nekako prostor in čas, da začutijo zanimanje, da jim predstavimo neke audiovizualne vsebine, filme, ki so drugačni, kot so jih vajeni sicer, da omogočimo ogromno prostora za pogovor. Zelo podobno, kot ste že vi prej omenila, da se ob vsakem dogodku nameni čas za pogovor, za zbiranje vtise, zato da se preprosto posluša. Dejansko se družba v zadnjih letih, v zadnjih desetletjih tako hitro razvija, da so generacijske razlike, kako vstopamo v svet, kako ga nekako procesiramo in tako naprej, vedno večje. Zato se mi zdi, da je to tudi odgovornost katerega koli producenta že, katerega koli odraslega, da resnično posvetimo čas temu, da poslušamo najmlajšo publiko in mislim, da nikoli ni ta publika premlada, da jih bi lahko vprašali za njihovo mnenje, za njihov nekako želje, kako se želijo in tako naprej.